Živjo, moje ime je Maja Lipnik, sem angelska terapevtka in reiki mojstrica. Danes bi želela z vami podeliti angelski reading za teden od ponedeljka, 12. januarja, pa potem do nedelje. Kakšen teden je za vami? Ste se česa očistili po praznikih? Sama sem se odrekla malo sladkorju, sladkarijam in še kar vztrajam, tako da trkam na les. In prosim angele za vsakodnevno pomoč pri skominah, ki seveda da pridejo. Preden začnemo s tem readingom, bi želela še vsem sporočiti, da sem v mesecu januarju pričela s celostnimi angelskimi terapijami na daljavo preko Skypa. Celostne angelske terapije so namenjene holističnemu, se pravi celostnemu zdravljenju, ne samo fizičnega telesa, temveč tudi čustvenega, miselnega, energetskega telesa, kar je vse skupaj pomembno za naše celostno dobro počutje. Celostna angelska terapija je sestavljena iz energetskega zdravljenja, angelskega reikija, ter iz angelskega readinga. Priporočljivo je, da se terapijo izvede 4-krat do 5-krat, odvisno od posameznika, in da se tudi po terapiji nadaljuje z nauki oziroma uvidi, ki so se tekom terapij pokazali. Namreč terapija kot taka je odličen smerokaz, odličen recept, kako usmeriti svoje življenje naprej. Ni pa čarobna paličica, ki bi razrešila vse vaše težave. Zato vsakemu, ki pride k meni, povem, da je glavno delo na sebi. In celostna angelska terapija je odličen pripomoček na poti spoznavanju samega sebe, na poti zdravljenja samega sebe in svojega življenja. Tako, dovolj uvoda, pa začnimo z readingom. Tudi tokrat bom uporabila angelski tarot Doreen Virtue in Radleya Valentina. Prosila bi vas, da se mi pridružite pri molitvi. Naprošam, da vsi, ki spremljate ta video, dobite angelsko sporočilo. Naprošamo vsi skupaj angele, arhangele, svoje vodnike za sporočilo za prihajajoči teden. Naprošam vas, da ste pozorni na impulze, ki jih dobivate ob samem readingu. To so sporočila, ki so namenjena samo vam osebno, ne prezrite jih. Pa začnimo. Globoko vdih in izdih in v misli zaprosimo za sporočila. Pa izberimo karto za ponedeljek, torek, sredo, četrtek in pa vikend. Pa poglejmo, kakšna sporočila imajo angeli za nas ta teden. Prva karta, osmica zraka. Privid ujetosti, pomanjkanje samozaupanja, strah pred ukrepanjem. Karta nas na nek način bodri, svari pred tem,
da bi zapadli pod vpliv drugih, pod vpliv starih prepričanj, starega kolesja, da bi v tem pozabili, kdo v resnici smo, pozabili, kaj je naša pot, kaj si v resnici želimo. Karto lahko tudi v prenesenem pomenu začutimo tudi kot, ali pa dojamemo kot malo brco v rit, po domače povedano, češ, zmigaj se, naredi preboj, kaj čakaš. Angeli imajo ogromno potrpljenja z nami, ogromno ljubezni brezpogojne in nas so tisti, ki nas bodrijo, ki nam stojijo ob strani, ki nas, če je kdaj potrebno, tudi na tak način nekako okrcajo, spodbudijo, zmotivirajo, da naredimo preboj naprej. Sami veste, v kateri smeri. Torek, sreda, vitez vode. Zaljubljenost ali snobitev, potreba po čustvenem ravnovesju, povabilo na družaben dogodek. To je karta vode, karta čustev. Odnosi v sredini tedna, bojo spet v ospredju odnosi, mogoče spet konflikti z vašimi bližnjimi, morda v povezavi s prvo karto tega strahu pred ukrepanjem, pred tem, kaj bodo drugi rekli, pred tem, kakšne predstave imajo drugi, da bi vaše življenje naj izgledalo. Morda se tukaj obeta kakšna trenja, pa poglejmo še vikend, pa bomo potem nekako naredili pregled čez cel teden. Sedmica zraka. Načrte je potrebno ponovno pregledati, dogaja se več, kot je videti, slaba izbira trenutka. V kontekstu prvih dveh kart če imate neke želje, oziroma vem, da jih imate, želje, ambicije, sanje, v tem tednu še ni pravi čas, da jih zaupate ljudem okoli sebe. Kajti ne boste naleteli na odobravanje. Te sanje je potrebno najprej obdržati tu, se pogovoriti sam s sabo, s svojimi vodniki, angeli, in počakati, da ideja zazori, da mogoče že naredimo kakšen korak pri uresničevanju teh sanj. Kajti takrat, ko sporočimo svoje sanje drugim ljudem, lahko pride do, kot je prva karta za ponedeljek nakazala, do nesprejemanja tega, neodobravanja, ampak to je ego drugih ljudi, ki vas prepričuje, da ne počnite tega, kar si želite. Najtežje je seveda to predvsem v odnosu do svojih najbližjih, tukaj je ta čustvena komponenta najbolj prisotna, najbolj boleča. In čez celoten teden je nekako rdeča nit, da še ni čas zaupati svojih sanj drugim, še ni pravi trenutek za tovrstno ukrepanje, sanje rabijo čas, da dozorijo. Če jih okolica ne sprejema, še ne pomeni, da niso prave. Okej. Torej, to je ta reading za
prihajajoči teden. Želim vam veliko miru in ljubezni ter vam pošiljam angelski objem in poljub. Ja.